Vsi skupaj dobrodošli na zasavski obeležitvi podpisa strateškega partnerstva med Slovenijo in Francijo. Dogodek smo si zamislili zato, ker so proizvod takšnih partnerstev pogosto razni privilegiji na eni strani in krivice na drugi strani. Mi izhajamo iz regije, kjer se nam godi velika krivica. To smo prepričani, ker to tudi znanost dokazuje, predvsem pa to lahko videvamo vsaki dan med svojimi znanci, prijatelji, sokrajani. Jaz bi besedo predal predsedniku društva Ekokrog, Uroša Macerla, da vas še on nagovori, potem bomo pa šli dalje z, s to obeležitvijo, tako kot smo si jo zamislili. Še enkrat hvala za obisk tukaj, za obeležitev tudi tega dogodka skupaj z nami in pogumno naprej. Lepo zdrav tudi z moje strani. Nažalost se moramo še kar takole dobivati. Tudi ob tem, da nam je uspel na sodišču dokazati krivico, ki se je naredila, kljub tem, da Lafarge nima več okoljevarstvenega dovoljenja, v Zasavju se pač še vedno vrti, še vedno smrdi, še vedno aroganca in še vedno neukrepanje strani države. Ravno zaradi takih stvari in zaradi podobnih sporazumov, kot se danes podpisujejo, je treba povedati, Zasavje ni proti strateškim sporazumom, gospodarskim sporazumom ali političnim sporazumom, če so to poštene stvari, kjer zakon velja za vse. Nažalost, v Zasavju temu ni tako. Smo drugorazredni državljani, za katere veljajo druge mejne vrednosti za strupe. Smo državljani, za katere se postopki peljejo po drugih poteh. Smo državljani, ki še vedno nimamo poročil o vplivih na okolje, še nimamo meritev o tem, kaj smo zadnja leta dihali. In smo še vedno tisti, ki se nam dela krivica, ki nas država, lastna država ignorira. Jaz upam, da bo temu kmalu konec. Zato, ker to, kar ta oblast počne, je preizkušanje potrpežljivosti do skrajnih mej. In kaplja čez rob je pa bo dovolj. Zato v tem trenutku na svoj način, zasavski način, glede na to, da se danes v tem tednu pustne šeme, ki jih mi doživljamo celo leto, pa več kot eno leto, več let skupaj že, bomo na ta dan sneli pustno masko tej politik in pokazali, kaj in kako se počne v zakulisju, zato, da lahko Zasavčani doživljamo takšno moro, kot jo doživljamo že nekaj let skupaj. Zato v tem trenutku besedo predajam predsednici civilne iniciative Trbovlje za prihodnost Trbovlj, Nasti Dogomet Bučanič. Lepo pozdravljeni vsi zbrani, dragi Zasavci, dragi naši podporniki, simpatizerji, vsi, ki ste se nam pridružili in nam ste pripravljeni posluhniti in biti v oporo. Danes, 7. marca, smo se zbrali tu pred francoskim veleposlaništvom s točno določenim namenom. Danes v Parizu podpisuje naš predsednik vlade Borut Pahor sporazum strateškega partnerstva s Francijo. Sporazum s Francijo naj bi omogočil sodelovanje med državama na področju gospodarstva, znanosti in tehnologije. Jasno in glasno sporočamo, Zasavčani nismo a priori proti podpisovanju sporazuma. Zavedamo se, da sporazum lahko prinese mnoge prednosti v gospodarsko težkih časih, po drugi strani pa žal iz lastnih izkušenj vemo, da lahko prinese tudi krivice in agonijo, tako kot nam jo je prenesel Zasavje s francosko multinacionalko Lafarge. Upravičeno se nam zastavlja vprašanje,
ali smo Slovenci enakopravni in enakovredni partnerji pri podpisovanju sporazuma. Ali je res za nas vse dobro? Jasno in odločno odgovarjamo. Za nas ni in ne sme biti vse dobro. Zapomnite si, nobena slovenska regija ne sme izkusiti težav in problemov, kot jih vsakodnevno doživljamo mi v Zasavju. Regija, ki je bila nekoč temelj povojne izgradnje Slovenije in tudi Jugoslavije, s svojimi rudniki, svojimi tovarnami, je danes gospodarsko izčrpana in ekološko ogrožena. Vse bolj prevzema mesto in vlogo slovenskega smetišča. Zasavci hočemo perspektivo. Slovenija naj začne vračati Zasavju tisto, kar je v preteklosti prejela. Od vlade zahtevamo zagotovilo, da ta sporazum o strateškem partnerstvu ne bo šel na škodo Zasavja, temveč na račun revitalizacije regije z ekološko nespornimi gospodarskimi programi in novimi delovnimi mesti. V petek, 4.3. smo se razveselili novice o sodbi upravnega sodišča, s katerim odvzame okoljevarstveno dovoljenje družbi Lafarge Cement Trbovlje, ki je Agencija Republike Slovenije za okolje sramotno izdala dovoljenje 23.7.2009. Lafarge je petkovo novico pospremil s smradom in dimom. Vikend je bil spet v starem znamenju ignorance. Ali to pomeni norčevanje na račun sodišča ali na račun naše države, zanesljivo pa na račun podcenjevanja ljudi iz Zasavja? Še enkrat odločno zahtevamo, da od vlade in njenih institucij zahtevamo, ne prosimo, ne moledujemo, zahtevamo dokončno in trajno razrešitev našega problema. Konec sežiganja odpadkov, vključno s petrolkoksom v cementarni Lafarge Trbovlje. Pa še nekaj se zavedajmo. Po vsem svetu vre. Če so v Egiptu, Sudani, Libiji ali pa na Hrvaškem ljudje odšli na cesto zaradi demokracije in človekovih pravic, mar mislite, da Zasavci nismo pripravljeni iti na ceste tudi zaradi čistega zraka in za zdravo prihodnost naših otrok? Glejte, zdaj vam bomo pa pokazali pač čim bolj slikovito, na kakšen način, mislim, kako izgledajo ti meddržavni sporazumi po naših izkušnjah, oziroma po naši izkušnji, po vsem tem, kar se je v zadnjih 7 letih zelo aktivnega pregovarjanja, skrajnega aktivizma ekološkega v Zasavju dogajalo, ko smo bili tisočkrat postavljeni, tisočkrat smo državne inštitucije, tudi strokovne inštitucije oblasti postavili na laž, okrog prenešeni smo bili ničkolikokrat. Vse to nam je pokazalo, da so v bistvu ti sporazumi dogajajo, ponavljam še enkrat, s figo v žepu in njihove relacije med posameznimi državami so take, kot ste sedaj videli na omenjenem plakatu. To srečo imamo, da smo se v zadnjem času, zdaj že kar nekaj časa nazaj, okrepili z vse vrste somišljeniki Zasavja. En izmed njih je tudi
znan umetnik, ilustrator slovenski, ki nam je pomagal realizirati to zamisel. In jaz mislim, da ni nič kaj preveč pretirana. Je na simbolni ravni, se pravi slovenska kura poljublja rit galskemu peterinu in to se v Zasavju, bom rekel, potrjuje ne vsaki dan, ampak tudi vsako uro, tudi vsako minuto. Ta vikend, kot je bil zdaj, se je to potrdilo, ne vem, res vsako minuto, če bo treba, ne? Je lahko vsak to razmerje opazoval. Tako da, zdaj bi pa nadaljevali še z eno točko te obeležitve in sicer smo pripravili pogrebni protokol, ki ga bomo tudi sproti, bom rekel, pojasnili, ne. Tudi tukaj gre, bom rekel, za eno simbolno ravn, ki pa nažalost v Zasavju tudi ni, je še prekletno resnična, ni pa simbolna, ampak tukaj zdaj pač, kot sem rekel, simbolna. Gre za to, da tako kot bomo jutri pokopali pusta, država vsakodnevno že nekaj let pokopava Zasavje. Kot vemo, Zasavje leži v osrčju Slovenije, zato tudi to srce na krsti, po drugi strani pa tudi zato, ker imamo Zasavje srčno radi, tam živimo, tam bojo živeli še naši potomci in vso pravico imamo, da jim pač posteljimo za naprej čim kakovostnejše življenje. Jaz bi tukaj mogoče še Uroša prosil, če bi k tej krsti pa k temu protokolu kaj dodal. Način, na kakršnega naša vlada, odgovorne inštitucije pokopavajo Zasavje do zdaj, je groza. Je največje stopnje ekokriminal in ta pokop naj bo v opomin vsemu Sloveniji, kaj se v Zasavju dogaja, predvsem pa znak, da novih generacij ne damo. Če so te generacije pred nami, če naša generacija trpi to, kar mora trpeti, naj bo jasno, novih generacij Zasavje ne da. Konec je tega žrtvovanja, konec je žrtvovanja generacij in predvsem zaradi tega se ta krsta polaga na ta plakat, ki predstavlja to farso raznih sporazumov politike, ki nam potem prodajajo, kako uspešno so rešili razne gospodarske sporazume, zaradi katerih bomo jutri tako lažje živeli, ampak zgodba, ki jo doživljamo v Zasavju, je pač druga. Druga, podobna tem plakatu, ta je nažalost zelo krvava. In ravno zaradi tega na simbolni ravni naj povemo, ta krvava zgodba je tudi zelo boleča. Ljudje umirajo, zbolevajo za zelo težkimi boleznimi. V vsaki družini Zasavja skoraj ne najdemo, da ni bolezni, od rakavih obolenj in tako naprej, zaradi katerih družine trpijo sicer za zaprtimi vrati, ampak poznamo se med seboj, zgubljamo prijatelje, zgubljamo najbližje in tega je dost. Naj si pogledajo, kaj delajo, medtem ko oni verjetno za dobro obloženimi mizami jejo in se mastijo, Zasavčani komaj še dihamo in v tem vikendu še posebno boli ob tem, da je okoljevarstveno dovoljenje od petka naprej
padlo. In s tem, kar se počne, se še to na dodatnem nivoju kaže maksimalna ignoranca Lafarge cementa, njihov odnos do Zasavja, predvsem pa kako funkcionira ta država. Ne ukrepa ARSO, ne ukrepa MOP, ne ukrepa inšpekcija. Nihče. V opomin za vse generacije, ki so že pretrpele, ki obolevajo, ki so že umrli, bi zaprosil za minuto tišine, da se spomnimo vseh tistih, ki so že padli pod takimi sporazumi. Slava jim, novih ne damo. Sram naj bo politike, odgovorne in takšno državo, ki tako žrtvuje svoje državljane. Zdaj pa pozivamo vse, da se lepo mirno vrnemo domov.